Dobro jutro, pičim v Bosno, dol k fotru, ma je še stric dol. Vespa je pripravljena, sonček je, oprema je, gremo. Vespa ga pali ko nova. Evo ga, pičimo, jutro je. Odhajamo na avtocesto, ker se mi ni dal voziti po stari cesti do Hrvaške. Sem se odločil, da se zapeljem kar po obvoznici, pa dol na južno avtocesto, vse do meje. Tukaj gremo levo, jug, Dinoti prihaja, Vespa do jaja. Evo ga, fantje in dekleta, stavil sem se tle pri gosuplu, zato da si dam tiste čepke ušesa, ka piha. Pa pazi foro, zamenjam ekran na kameri in mi ekran dol pade. To je zato, ker sem rekel prijatelju, da je sekundno zalep, da bo za vsak čaj prav, ne, držal bo. In jaz odčupam ekran dol. Tako da zdaj snemamo tole brez ekrana in sploh ne vem, kaj snemam. Tako da če bojo kadri malo off, ne mi zameriti, glej, borimo se z vsem, kar imamo. A veš, da mi je zamoril? Pa kje se mi je to zgodilo takoj zdaj izjutri? Aj, zakaj se mi to ni včeraj zgodilo? Ne, jaz moram na potovanju imeti takoj težave in da pol samo o tem mislim. Evo, na bencinski postaji, malo naprej od Brežic pred mejo, nikakor se ne moram zbuditi. Dejansko je pot na avtocesti moreča. Dobro, da sem si dal čepke v ušesa, da ne slišam toliko tega vetra. Sem si pa vzel enega monstra, tega Rossi varianta in pazi foro, 3,09 €. Po mojem je to najdražji monster, karkoli sem jih kupil v življenju. Zdaj pa čez mejo, pa po stari cesti počas. Pa šel bi naraj do Novske, po avtocesti, sem se mi tok vleče. Lani, ko sem šel, oziroma predlani s tem Maxom dol, sem šel po drugi strani. Sem šel dol čez Metliko, pa to, pa Bihač, pa Cazin, pa to. A tokrat pa ne, tokrat bom šel pa po tej strani. Pa z Vespo ne moreš po avtocesti toliko hitro, no, grem tam 100 na uro. 120 ima končno, takrat ima blokado, ampak ne bi je rad tiščil do konca, da ne bi razvalil, tako da 80% njene zmogljivosti. Zdaj grem pa popit, pa pičemo naprej. Ok, zdaj se počas končuje avtocesta. Nisem se mogel zbuditi, to sem že prepovedal. In dejansko sem se začel zbujati tukaj na Hrvaškem, ker sem si rekel, ja, če me braća Hrvati zdajle ustavijo, pa mi začnejo komplicirati, bo problem. Ampak sem se spomnil, da ni več meje, da ni več pregledovanja, da dejansko je pot iz Slovenije v Hrvaško brez problema, razen tukaj, ko moraš plačati €0,5 za motor. Za avto meni se zdi evro pa pol. Tam nekje čist malo. Ampak pelali smo se naprej. Temperatura se je dvigovala in spomnil sem se, da sem včasih tukaj zavil nekam desno na staro cesto. Ko sem prišel do tega odseka, sem lepo zavil desno in sem ugotovil, da se avtoceste ne bo končal še nekaj časa. Peljem se ti jaz, gledam okol, nema žive duše. Grem se proti Sisku, Veliki Gorici in gledam, če je še kakšna budala taka, kaj jaz, sploh pa na Vespi, sploh pa na cesti, na avtocesti, da se pelje v Bosno. Itak, da sem bil edini. Tukaj je bilo konec avtoceste, tam se dejansko zapre in te prisilijo jeti desno. Ali pazi to foro. Tukaj dejansko, ko sem šel, sem ugotovil, da je zastojn. Braća Hrvati so častili avtocesto, to ne moreš verjeti. Čuda se dogajajo. No, tukaj sem pa končno prišel dejansko do stare ceste, zavili smo desno in gremo među Kuruze. Blizu nekje je bil tudi kraj Kukuruzari. Sem si rekel, aj si bo mene kukuruz vzel, pa ga bom zapekel kje. Ampak, glej, pot se je nadaljevala 1,5 ure dobro, odkar sem štartil in sem pičil. Nobenega motorja nikjer, nobenega, da bi me pozdravil, nobenega velikega motorja, da me ne bi odzdravil. Ker ponovadi, ko srečaš motoriste, ki te vidijo na skuterju, na Vespi, oni te ne pozdravijo. Zato, ker ti si nekaj manj vrednega. Ti nisi dovolj dober za njih, da bi te oni pozdravili. Ampak, ajde, gremo proti Žažini in ne mi hujšga, kot da če se pred mano postavil kakšen, ne vem, kombi, kamion in jaz nič ne vem. No, tle se gre pa desno. To sem se spomnil še iz časov, ko sem se pelil v Bosno po stari cesti, ker se morate zavedati, da večinoma so ljudje vozili po stari cesti, zato da šparajo. No, tukaj sem le enega srečal, en par, isto tako kot jaz, ko so šli. Sam je problem v tem, da jaz sem zajebil. Namesto da sem zvil tam levo, sem šel naprej. Oni so šli pa takoj levo. In hvala Bogu, da so bili tam, da sem jih videl, da sem se obrnil in se šel nazaj. No, pot se nadaljuje, v bistvu cesta je taka bolj kukuruzarska. In tukaj, kot vidite, tole bi mogel po mostu tako jeti levo, pak ne. Jaz sem šel naprej. Sprav cesta je taka kukuruzarska, vroča. Sem si mislil, kaj če mi tukaj crkne Vespa nekaj? Kaj bom jaz naredil?
Ja, nič, hvala Bogu, da imam azma, da me bojo poklicali. Ja, gledaj, tukaj sem šel naprej in pol sem videl unaj vzad, ko sem zavil levo. Sem rekel, ajde se bom obrnil. In pol sem počas začel dojemati, da je meni to vse znano. In zavijam nazaj, desno, me spet te motoristi prehitijo in grem pač dohitevat in ugotovim, da sem blizu Petrinje. Se veste, Petrinja, to je mest, ki ga je v bistvu potres zrušil leto 2-3 nazaj in dejansko je ves uničen. In jaz tega se sploh nisem zavedal takrat. Videl sem, da nekaj obnavljajo, pa da so ene hiše dejansko pokrite, ampak da je bil potres, se pa jaz takrat nisem spomnil. Vedel sem pa sam, da se moram ustaviti, ker mi je bilo že počasi vroče. Evo me, v Petrinji. In tle nisem bil že dolg časa. Včasih se spomnim, ko smo šli v Bosno, si imel dve poti. Si šel do Zagreba, pa šel pa dol, pa po stari cesti tukaj do Bosne, do meje. Ali šel pa naprej do Novske, pa si plačal cestnino. Ampak večina Bosancev noče plačati cestnine, zato grejo po tej poti. Je pa res, da je postal počas vroče, 27 stopinje, imam pa ene 3 ure do fotra. Pa gremo. Petrinja. Vem, da se greš tukaj naprej, do konca, pa desno, pa naprej. Ampak gledajte, bajte, veš, to je pokrito. To vse zrušen bilo. Jaz tega sploh nisem dojel. Grem tja in vem, da ne moram naprej. In kaj naj naredim, se obrnem, grem po drugi strani. Ampak to je bilo tok, kaj en labirint. Tega imam jaz ful posnetga. Če hočete si pogledati dejansko celo pot, lahko spodaj na YouTubeu kliknete na join oziroma membership oziroma pridružitev. Pač malo podprete moj kanal in se lahko pogledate celo pot, kje sem se jaz vozil. Tukaj je v bistvu samo en mali odtenek poti, zato da vam približno pokažem, kje sem šel. No, zdaj sem pa tukaj proti meji, se peljem dol. Tega se jaz vsek spomnim že odprej, kot me spomin ne vara, in sem vedel, da je tukaj na desni strani reka in pogledajte si to divino. Pogledajte si to lepoto in ti zgrad tam in sem si rekel, ej, tle se moram pa nekje ustaviti. Kje da se stavim, viš, da ni nič narejen za motor in sem kar nabal gor, dvignil balanco in gor. In lej, sem si rekel, ej, wow, lej to lepoto. Kamera sploh vam ne more pokazati, koliko je to lepo. Hrvatska Petrinja, oziroma Hrvatska Kostanjica. Zadnji en grad, nijem pojma, kva je, vem pa sam, da je ful lepa reka in da je pasal, da se ustavim. So pa zdaj šli tukaj mimo eni kolesarji in me gledajo, odakle si? Iz Ljubljane, bravo. In ti da pol še večjo motivacijo, da uživaš na temu tripu. Tam je pa meja, se pravi, gužva je že tam na začetku mosta, pa do tja. Lepota, živa, sončen dan, brez oblačka, temu se reče life, da bi se kar not vrgel. Veš, da mi je bilo malo čuden. Eni ljudje so me čuden gledali. Sem rekel, jeba ga ti, kva če mi bojo hoteli spizdati Vespo. Pogledajte te bajte na levi. Ene so razfukane še vedno od vojne. Noben ne živi tam. A eni živijo. Kaj ti veš, kaj njim gre po glavi. No, tukaj desno smo zavili in za to reko je Bosna. Pogled je fantastičen in hvala Bogu, da tokrat ni bilo gužve, ker ponavadi je tukaj toliko avtomobilov stojijo na mostu, da ko mi priješ do te meje. Evo ga, bosanska zastava. Brez problemov sem šel mim. In sem si rekel, evo ga, the Wild West is beginning. Takoj se prodaja na levi desni strani. Gled tega čobana. Ma briga njega, a jaz grem, ne grem. Tukaj so navajeni pač, da glej, ko je jači, daj, da nam kaj preveč rekel. No, peljem se jaz tam naprej. Ponovno sem šel desno, ampak navigacija me je pelala naprej. Sem si rekel, ajde, da vidim, kam grem. In se je začel stopnjevati v klančino, sploh nobenega nikjer ni bilo. Cesta je bila vse slabša in slabša, lukne so bile, krv udrte ceste so bile, makedam, traktori tu pa tam, gled to, veš, jama dol. Padeš dol, Bog te ne bo najdel en teden. In si mislim, kam ti Dino rineš zaradi te navigacije. Ampak, bomo videli. Ba jaz sem se vozil, ne vem, čez Kozaro, koliko je mat rekla, ne vem, če je točno. Ampak vem, da je bila vsaka bajta tako na ene 5 kilometrov. In sem si rekel, kako da jaz razložim, ne vem, AMZ-ju, alo, crknil mi je motor oziroma Vespa, tam sem pri drevesu, se veš, na makedamu Bogu za nogo. In ko sem videl ta makedam, sem si rekel, zdaj si bom čisto motor umazil, filter zamašil. So res neki crknili zamašil.
No, na kar sem se pelil, sem si rekel, zdaj mi je pa tako vroče, moram si najti eno senco, nekje se moram ustaviti, ker me je rad začela boleti, že po 20 km vožnje, ker je toliko sedež trd, da ga moram prav obnoviti, moram nekaj narediti, da bo makejši. Ampak glej, najdel sem celo veliki kamion, cisterna benzina, da gre mimo tebe, Bogu iza nogu. Sem si rekel, ok, mogoče sem na pravi poti. In le to, najdem ti jaz en lep plac, wow, kaj vidimo tam noter? Kar neka ljuljačka, pa kar neki eni stoli, mize, pa tukaj je dober plac, da se ostavim. Grem jaz kar sem pogledat. In lej, glej to, wow. Tale navigacija me je pelala Bogu iza nogu čez eno brdo spet. Pa vedel sem, da tam čez mejo mogo je desno. Ampak ne, hajde, grem jaz po navigaciji. A veš, da vidimo, kam me bo pelala. Me gor pelje en kraj Pobrđani, Boga pitaj, se pravi gor na hribu, hribovci po slovenski. Vidim jaz tukaj imajo lepo za sedeti in tam ima eno kado, kjer pečejo janje ali pa prašiča, dojka, karkoli. Jaz sem se tukaj ustavil, nema žive duše. Sam tukaj vzad s kuruzi, katero jaz grem lahko rabutat, pa tukaj izpečem pa jem. Sam zdajle, bojim se, da bo kakšen prišel tukaj lokalan, pa da mi bo začel težiti. Ampak ja, Golf 2, zakon tukaj, če pogledaš. Zakon. Kamorkoli se obrneš, Golf 2. Ne, zdaj grem se jaz malo še tukaj le zaljuljat, pa počas naprej. A ti misliš, da sem jaz res pizdil kakšen kukuruz? Pa kaj jaz vem, kakšni so to hibridi, kaj to vse pomešan? To je ponavadi, to naredijo za živino. In pol ti prodajaš, naredijo kruh. Zdrav kruh od kuruza. Se pravi kukuruza, vse veste, koruza. No skratka, peljem se jaz naprej. Počasi je bilo konc makadama, civilizacija. A vedel sem, da imam še ne 100 km do tja. Ovinki so bili levo, desno, ful dobri in nakar konc ovinkov prijem do Prijedora. Prijedor. Ne vem, če poznate ta plac, ampak to je bil glavni mest, tam blizu, kjer je moja mama bila doma. In to je recimo malo večji mest in tukaj dejansko so ljudje, kafiči, pekare, kar je najbolj važno, trgovine z oblačili, se pravi vse. Civilizacija je, sem prije folk ponavadi polet, da troši svoje pare, katere služi v tujini in pol se folirajo, ko jači, ko ni jači, ne. Pa imaš tudi diskoteke, prideš sem tudi se kopat, ker je tukaj blizu reka Sana, jest dober, skratka uživati. No, tukaj, kakor vidite, se zavije desno in vidite zastavo, ker to je Srpska republika, tukaj večinoma so ljudje pravoslavne vere. Včasih so bili muslimani, sam jih ni več, zaradi vojne. In pridejo tudi nazaj, kakšni muslimani se pomešajo, ampak večinoma tukaj so pravoslavci oziroma Srbi. No, skratka, se peljemo naprej, tukaj včasih bila velika tabla Proteini.si, to se spomnim. In to, kakor vidite naprej in hotel, in tam zraven tega hotela na levi strani je pijaca. In na tej pijaci se oblačijo vsi naši ljudje bosanci, pa to, ka pridejo prav v Slovenijo. No, malo naprej je ta most, na levi strani ne moram vam pokazati, ker kamera je bila fiksna na motorju, se pravi, je zakopat ful dober, se pravi, imajo tako narejen, da se lahko kopaš, družiš, pač zabavaš. No, zdaj gremo pa naprej proti selu Čarakovo, tam je pa moja mama in moja mama kot otrok je hodila iz Čarakova v Prijedor in to je bil kao mesto Prijedora, veš. Nakar na levi strani vidim Sano in sem si rekel, joj, moram se tukaj ustaviti. Videl sem eno, oh my god, to lepo plažo, da moram jeti tja dol, da pa nekaj malega posnamem, pa tudi pogledam. Evo ga na desni ribič, gre loviti ribe, ker tukaj je to znan šport, da ljudje lovijo ribe. Nakar jaz zapeljem se dol po Makedamu, gledam, da se ne polomim s tisto vespo, ker vespa je dosti nizka. Ni glih narejena za tak Makedam in pazi, kaj vidim. O, lepota, žene, same. Ljudi moji, koliko sem žena tle videl, jih nisem nikjer videl. Pa gled to plažo. Evo ga, ljudi moji, to je pa malo naprej od Prijedora. Tam gor je selo Čarakovo, s kje je moja mat doma. A ne, še jaz kot otrok sem se tukaj kopil po tej reki, tukaj dol greš in lahko se spustiš in pičeš po teh brzicah. Imaš pa itak tukaj še ful, kakor ste videli, hudih samskih žensk, tako da če si ne morete najti punce, pridite sem, tukaj le na Sano, a ne, po moje s kakšnim BMW-om tukaj dol glih ne moreš jeti, da bi kje ufatijo, ampak glej, pojaviš se tukaj in zihr se oženaš. Tako da ja, zdaj gremo pa naprej. Ok, gremo nazaj. Po Makedamu, pozabil sem izklopati ASR in mi sploh vespa ni hotela potegniti gor. Zakaj? Zato, ker takoj on zazna, da drsi in vzame motor v žig in ne more kolo vrteti se. Tako da v takih primerih moraš sklopati ASR in da lahko on koplje in gre gor. No, gremo naprej. Peljemo se naprej in zdaj vemo, da imamo še ne 20-30 km do Sanskog mosta.
No, iz Sanskega mosta oziroma Vrpolja, vsi tisti, ki niste pogledali moj video od lani, ki sem šel v Bosno, čeprav sem šel v Bosno z druge strani, sem šel čez Bihač, čez Cazin, pa celo tam, ki sem najel tiste pirne vrata, se pravi, tam sem šel z druge strani. To je pa z te strani, ki smo mi navajeni ponovadi. No, malo prej smo šli mimo Čarakova, tam je moja mama bila doma, ponavljam se že tretjič, vem, ampak gremo naprej. To je še vedno Srbska republika, ampak smo že na meji, kakor vidimo rakete, tako kot smo mi rekli kot otroci, ki nas je foter furil v Bosno, oči le rakete, to je pa že bolj muslimanski del. Se kar ločuje, srbski del, muslimanski del, pravoslavni del, muslimanski del. In tukaj večinoma so muslimani in čuti se ta razlika. Glej ti tega idiota. Nima veze, če sem jaz v krožnem, da imam jaz prednost, ne, on kar pred mene me sil, briga ga. Nima je tukaj toliko kulture glede motorjev pa tega, ampak nima veze. Gremo tle levo se gre v center Sanskega mosta. No, Sanski most pa tako kot Prijedor je pač mesto in tam se tudi dogaja tako kot v Prijedoru. Ljudje pridejo sam, se polet zabavajo, jejo čevape, žurajo v diskoteki Kamel, pač kopajo se, družijo se, iščejo si ženo, moža, karkoli. No, tukaj naprej se začne korzo in to se ob ene 8 zapre za avtomobile in tukaj ljudje hodijo. Sprav, tukaj ljudje hodijo tako kot na morju in pač aškuju, se spoznavajo, jejo, tako kot sem prej rekel, družijo in upajoč, da koga spoznajo, sploh pa punce, da se vselijo v druge države za boljšim lifeom. Ampak ja, poletje je vedno polno ljudi tukaj, vidiš dobesedno tablice vseh ljudi iz drugih držav in dejansko se živi vse to skup. No, pozimi je tukaj le mrtvo, ni nobenega, ampak ja, polet se vam splača, če imate kakšnega prijatelja Bosanca, kjerkoli v Bosni, tako prašvercite se, pa malo pogledajte si tudi Bosno. Kakor vidite, Bosna se je tudi modernizirala, imaš vse te trgovine razvitega sveta, kot je DM in ne vem, Miller in Petrol celo je tukaj, Mercator, skratka vse te firme. No, tukaj vidimo pa eno veliko džamijo s 4 raketami, to je v živo tako res veličansno, orang zavidati, a veš, to je ta pač džamija, sanska džamija in je top shit. Bil sem not mogoče ne 2krat, ampak nisem jaz neki ful veren, da bi jaz ful to vsakič šel. Ok, tukaj se gre levo in se gre čez ta most. Na levi strani tukaj imamo zdaj Konzum, prej je bil VF, neki tazga in tam gor, viš, tukaj na levi strani so bili ful dobri čevapi, pa ful dobri uštipci. No, skratka, zdaj gremo spet čez Sano in počasi bomo šli ven iz centra. Na levi strani je pa ta hotel, kjer je moj foter ful velikrat jedel po svoje ženske, no, vsaj tako mi je rekel. Tako da to je bil teritorij mojega fotra in moj foter iz Vrpolja prihaja v Sanski most, tako kot moja mati iz Čarakova Prijedor in to je bilo kao takrat mesto. Tako kot recimo bi iz drugih krajev, ne vem, Vrhnika, Logatec, rekli v Ljubljani mesto. Skratka, tukaj smo šli naprej in zapuščamo center. Tukaj je pač tako, kako bi rekel, bolj mrtvo, ni ljudi, ampak kmalu naprej vidiš tak most in spet jaz ne morem kamere levo desno dati, ker je na mojem motorju namesto moji čeladi, da bi videli to prelepo Sano, ker res zgleda lepo, tako ko je sonce, ker reka je tako taka zelena, čista, bistra in ponovadi tudi zdaj kar dovolj mrzla, ampak se da vršiti not pa kopati. No, zdaj smo pa prišli do Vrpolja, zavijemo levo in tukaj na levi strani je pač šola in pogremo po klancu navzgor in smo zelo blizu pač moje hiše. Jaz sem zadnjič prišel z druge strani, zdaj sem pa z te strani prišel, tako da, če vas zanima, kako je izgledal, pogledajte si video od prejšnjič, ampak evo je moja hiša. Edina hiša, ki ima tori vrata pred vhodom, veš, to so japonska vrata v nebesa. Ampak končno sem jaz prišel, rabil sem 5 ur, da prijem do fotra. Evo ga, prišel sem. Kdo čaka, zvesti čuvaj, čuva hišo. Čuden gleda, kdo sem jaz. Stric na uni strani že dela, fotor pa ni. Gremo pogledati, kje so.